Nismo se po nesreči srečali, glih sva klele men prišla. Nismo se po nesreči svečali. Okay, danes je torek, 26.4.2016, tole so glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa, pižama intro. To je moja imitacija soseda Apparatusovih World Headquarters, ki je še pred 3 minutami veselo nakazoval steni, kako se jo luknja. Ampak je zaenkrat utihnil, tako da upamo, da nam bo uspelo 79. del glav pripeljati do konca brez večjih pretresov. Če pa boste v ozadju slišali pa si predstavljajte, da se mimo v eni razklumpani stoenki vozi človek, ki še na kasetar nabija Best of DJ Time 96. DJ Time, kill reference. Dober letnik. To so bile Power Dancers. V glavnem, pejte na aparatus.si pošiljnica podpri in darujte 4,8 ali pa 12 evrov, da bom že sosedu kupil neslišne svedre, ali pa oziroma mu bo kupil tablete proti nespečnosti, da bo lahko po noč vrtal, ker bo takrat Anžeta to manj motilo. Pejte na aparatus.si na Facebook, aparatus počrtaj si na Twitterju, bodite naši prijatelji, ne bodite prijatelji samo z Mihijem, tudi mi smo lahko prijateljčki. Dajte nam oglas v iTunesih, sem rekel oglas. Ja. Dajte nam glas v iTunesih in oglas na Facebooku in Twitterju in MySpaceu in Ircu in glasuj zame, kjerkoli že visite. Glasuj zame. Dajmo narediti na glasuj zame, pogledamo, če še živi, naredimo profil aparata zgor in fiksamo folk za desetkice. To bi bilo kar prav. Na glavah smo že dolgo nismo omenili glasuj zame, ker mislim, da na začetku smo to omenili vsako 3. epizodo, tako ne vem zakaj. Tebe smo gledali. Ja. Tako da ja, skodelica je še kakšna? 10 je, zdaj sem napisal, Final Countdown je to. Ne moč reči Final Countdown, kaj veš, da bomo pa vsi v glavi imeli. Europe, to je ta band. Pa v Planetu samskih tudi uporabi na inovativen način ta komad. Okay. Sicer imajo dober komad to Kiša Meta, ki imajo intro, tak Final Countdown, čez z svojim autotunom pol. Nova Kiša Meta. Tako da, a bo šel na Meter imajo, plata dajo ven. A res, zakaj? Ja, v Kudu, ne vem, pogledajte me, v glavnem, to moramo reči zato, ker skozi hvalimo ta njihov spot po vseh teh podcastih. Že režiserko je bila v Apparatusu. Ja, tako da, v Kudu imajo, ne vem točno kdaj, enkrat imajo, izdajo plate, tako okay. Matter. Ja. Jaz jim pravim Mater, ker so ja, ker si cankarjanski, Savčan, Cisternovga. Kaj bomo delali danes? Danes se bomo pogovarjali o lepi novi nanizanki Da, dragi, da, draga. Ja. A je kdo že gledal? Pogovarjal sem se z ljudmi, ki so jo gledali. Ok, pa pojmo pa Game of Thrones, ne? In z nama z Igorem je tukaj dežurni dopisnik glav za vse zadeve povezane s koncem tedna, Igor Harp. Ja, pa rekel si z nama z Igorjem. Ja. A z nami z Igorjem? To je to. Tebe gledam, ne zdiš tako. Igorja poznam dosti dalj kot tebe. To je res. Jaz sem Igorjem se poznava že skoraj 20 let. Ja, še malo pa bo 20. In še vedno sva gimnazijska maturanta. Jaz računam, da bom do najne 20. obletnice diplomiran anglist in amerikanist. Ja. Lahko ne poslušamo travm in se poslušamo o gimnazijskih maturantih in gremo na Game of Thrones, prosim. Mora, če se 15 maturantov ta mesec, da se to pa zbuta. V glavnem, prvi del nove 6. sezone Igre prestolov bo najbolj varovana skrivnost
takoj po receptih za pedikuro Maršala Tita. Res ni bilo nič, ambenih tako likov ni bilo. Bilo je, ene 2 dni prej so se pojavili določeni ključni momenti, so neke slike šerali ljudje, ampak so jih zelo, vsaj na Watchers on the Wall, so jih zelo pač brisali takoj. Eni so rekli, da so bili pač objavili, so 2-3 smrti in zaključna scena na fotografijah. Pač, ampak dobro, 2 dni prej, to je nič. Ja, se nobenemu niso dali. Predsednik ZDA je najbrž ostal tiho glede tega, ker ima kaj bolj pametnega za delati. Ja, ko on edini dobi skrinerja. S tem, da je pa nek novinar probal, in dati ta, kaj za javne informacije javnega značaja, da bi tudi on si lahko to ogledal. Ti zdvomim, da je šlo skosno. Ne se pa je še dal, da cena, ki jo je pripravljen plačati, za to je bila $0. Bi moral malo bolj podmazati državno. Ja, kolesje, točno to je. Vse celebrity premiere so imeli tam, pa tudi se da dost kontrolirati ljudi, po mojem. No. Ja, ma se največ, kar se tam lahko zgodi, je, da kdo s telefonom posname, pa še to po mojem nekako preprečijo. Mislim, da tam kar imajo nekaj par ljudi, ki stalno gledajo, če se kaj prežiga. Ja, to je res. Plus en kup teh celebrities so sami toliko fanatični fani, da bi vstavili morebitne saboterje. Ful si na premieri, pa to ne bo brusili iz pretepe, ker si probo screenshot narediti. Videl sem fotke tele Kirsten Bell, ko je v tem Frozen Poe, pa še en kup teh filmih, je bila pa njen tip, ki je kaskader drugačen, sto pa tak cela body paintana v Stark banners, čist insane izpade. Ti Payne je bojda Twitter, z letališča grem, upam, da mu je. Lahko se tako, HBO, že dolg, jaz ne vem, tudi takrat, ki je bil red, ki so bili Sopranoti na vrhuncu, recimo, ne vem, če je bilo toliko hajpa, kakor je Klev. Ni bilo še toliko neta, da bi ga lahko drugač bi čisto verjetno že bilo, ampak ni bilo tega momenta, pač vsem tem stvarem sej do še pred nedavnim rekel, da so bili to te water cooler moments, tako imenovano se pravi te, kaj so to vodno zajetni trenutki. Ja, no, mislim, bile so par takih zadev, je bilo tisto Dallas, kdo je ubil JR-ja, to so v cliffhanger pustili. Ja. To je bilo very, very big. Potem Simpsonovi, kdo je ubil gospoda Burnsa. Ja. A ne veste tega, to je bilo totalen cliffhanger. Ampak HBO je ipak malo drugače, ker je ta premium cable, to je treba zmeraj ločiti. Ker ljudje dajo denar, ki hoče to gledati. To ni pride po luftu, ljudem domov. Se mi zdi, zaradi tega je Klement tako noro. Tudi pa, ko slišiš te številke gledanosti, to je res veliko, ker HBO ima 40 jurjev naročnikov, recimo. In pa slišiš te cifre za vsako epizodo in je to tako, dejansko folk to res gledajo ljudje, ne sam, imam HBO, zato da se lahko fajn počutim. Nisem to, da imaš HBO, ampak eden familij ima HBO, pa imajo še 3 familije HBO Go. Točno to, To še potem jim je kar ratalo, pač ne dobiti toliko denarja, ampak vseeno dobiti pa full mislim, ratingi so šli... Noro je, če gledaš sploh kakšen marketing so delali pozdaj, se pravi, da ga so pošiljali ljudi na vse te pozno nočne šove in ko so tako polminutne izsečke prikazali in folk je noro, wow, pa še to smo videli. Saj sem eno teorijo, zdaj, če gremo na osebino, naprej gremo. Jaz sem samo eno stvar, zdaj, ko sem gledal, sem razmišljal. Ful je fascinantno, ker zdaj kao prvič tak, ko mi non-stop ponavljamo sedaj pa tudi mi, ki smo brali, ne vemo stvari. To je v bistvu ful, če bojo dobro pelali zdaj, v bistvu, kada bi se nova serija zdaj začela. Čist kar se iz kreativnega vidika tiče writerjev, pa to, do zdaj so imeli oni, 3/4 zgodbe, je bilo res, wow, tole bomo, pa je bilo pa treba to TV zapakirati. Ne pravim, da je to simpel, ampak da imaš ti za 6 sezon, po toliko delov, ali pa 5, že knjige štofa, pa moraš pa še začeti tudi malo sam razmišljati. Tako sem zaradi tega ful optimističen, ker ponovadi taka 5., 6. sezona je glih začne vodeneta, pa tako, ker ne vejo že več kam iti pa ponavljati. Vse te serije v bistvu pridejo glih dokle nekje, in The Wire, in Breaking Bad in to. Tako sem malo grunto, da tema je pa v bistvu mogoče Zegan to res pelač 2-3 sezone zelo močno, glih zaradi tega, ker se bo z Martinom pogovarjal, ampak še
ne, zdaj morajo kakšno epizodo ali pa kakšen story arc res tako pisati, nič ne vemo. Ne, tako, to se mi je zdaj ful zanimivo, no, ker prej nisem nikoli pomislil. S tem, da pela 2-3 sezone, poleg te bojo samo še 2 sezoni pelali, ne, ker zdaj sta oba povedala. 2017 je fiks, ne? 2017 je fiks, ona 2 nočta več in da imata pravta, da nucata, mislim, da sta, koliko sta rekla, 10 do 15 ur še, da povesta zgodbo. Se pravi, ne bi bilo 7-8 ali 7-7 ali 6-7, nekaj te variante. Razdeljena sezona. Ne, bosta 2 sezoni, ampak krajši. Ja, kako je imel Breaking Bad na koncu. Mislim, da pri Breaking Bad je bilo pol manj kot 1 leto vmes med obema. A ja, to je pa res. Ja. Tukaj pa mislim, da ne bo, ne, ker tukaj zdaj moramo vedeti, zdaj se nam pripravljajo potem v 7. in 8. sezoni zelo velike bitke, ne, in bojo, glede na to, da so že zdaj, ko so 10 ur delali vsi na škrge dihali in rezervo kurali, da jim je rata ta prav čas vse skupaj postaviti, ker če koncev gledaš, ne, to 4 ljudje pišajo. To se meni ful mal sliši. Ja. Ko zdaj, ki si to rekel, zdaj, če gremo, pa sam malo preskočimo, ker začeli bomo kraljevi pristanek, ampak kar so ladje že spet gorele, ne res. Kdaj bojo oni šli? In zdaj rečeš, 10-15 ur, ne, sem tako, kva? No dobro, ampak imamo še 9 ur te sezone. Te sezone, to je pa res. Do takrat lahko tirijo. En cel 24. Hočem Jack Bauer let. Kaj zdaj, Daenerys, gre z mano? Ja, to bi še le bila štala, če bi on vletel. Mislim, njuknejo, Marin najprej. Kraljevi pristanek, dajmo povedati, ne, pač moramo povedati, da začne se točno tam stvar, kjer se je nehala v gradu Črnina, ampak bomo to pač parali za konc, da bomo potem vse skupaj nekako kohezivno povezali, vse, kar je na severu in na zidu, tako da bomo šli v zid, kjer je pravzaprav en tak, meni je bil zelo žalosten moment, ker mislim, da tako sploh prvič vidiš Cersei iskreno srečno. Ko vidiš, vrhaja hčerka, vrhaja, brat, /ljubimec, človek, ki si jo je vzel na silo ali ne, glede na to, ali verjamemo režiserju ali montaži. In je nor, kaj jo vidiš, ona je tam ta sneguljčica, rdeča kapica, ona poskakuje dol po tistih stopnicah, vidiš, vesela, ja, pač hčerke 2 leta, tako ki jo ni videla. Tukaj je bilo za eno vprašanje, ki so ga zadnjič dobila po mailu od Urše, koliko časa traja vse skup zdaj pravzaprav, pa mislim, da jaz bi rekel, 3-4 leta nekaj tazga, da se že to. Ja, tako, ne bi rekel vsaka sezona 1 leto, ker ni, ne, ampak moramo pa vedeti, da nekatere stvari so bolj razširjene, nekatere so bolj zgoščene. Nekaj vidiš pa samo moment. Da to, kar gledamo, da ne poteka nujno usporedno vse, ne, ampak pač je to narezano tako, da nam potem pelje zgodbovno, da vidimo več zgodb skupaj lahko v enem delu. V glavnem, no, pa, če se vrnemo zdaj nazaj iz te zastranitve, Cersei je res srečna. Nasmeh na obrazu, to je res, končno, to je prav, ta nasmešek pa prav veš, kot bi glih kar lastnoročno izdrla Tyrionu vranico skozi nos. A veš, jaz sem takoj pomislil, se res ona ne ve. Veš, ker ti imaš to 1 let, ti veš to, ti pač to veš in pol 1 let me gledaš, že spet padaš not in tako, holy mother of God, ona ne ve, da je hčerka mrtva. Ker še ni telefonov. Pa nisem imel krokarja nobenega na ladji. Na ladji, ja. V glavnem in ta moment, tiste par sekund, ko vidiš, kako ona počas, kako je oblije to spoznanje. Lahko je Cersei delala kar pa se je počela, ampak tukaj se ti pa, in če je šlo tam v temu špalirju na koncu 5. sezone skozi mesto za neko javno osramočenje, je pa tukaj vidiš, kako se pa zlom, ker nekako iz tiste lupine krhke, ki je prišla čez mesto, se je očitno toliko prišla k sebi, ima zdaj Gregorja Krepkega, Robert Krepke, Robert Strong je, ja. Robert Strong ga ima tam ob sebi, veš, in prihajajo nazaj, in se je nekako znova izpolnila kot oseba, ne vem, pač, oziroma očitno je tudi Mejhan že začela lahko Mejhan proti veri, kao bom naredila vesela, je tudi Marjorie je še zmeri tam, v temnicah, kdo me zdaj najlepše čupa prasica? In potem bom, tisto,
Ja, Samo ti se vidi, kako gleda kje bo prišla Mirsena in vidi pokrito. Ja, to je bilo kar dober opening. Ne? Ja, ne, odlično so posneli to zadevo, težko bi, mislim, to tako si ti zdaj opisal. To je to. In težko boljš poznameš, da bi taka čustva vzbudil v gledalcu, kot so jih v tebi. Režiser je odličen in montažer sta odlično manipulirala s tabo. Ne, ampak le se tudi pokaže, da so dejansko dobri igralci. In liki. Ja. So liki Okay, tako več plastni, da so. Ja, ker bomo pa zdaj prišli do likov, ki niso tako več plastni. Okay, ampak mislim, meni je v bistvu pač to, meni je tudi všeč ta del, ko se pojavlja ona in njegov Jamie, ne, tam, ki se pogovarjata, ne, mi je tisti mi je tudi ful, danes sem rekel dober, ne, ampak v smislu ta njena, jaz verjamem, to mi je čarovnica napovedala, ne, pa on tako, ti tega ne verjameš, kako ne, faith pa to ne. Ta del mi je bil tudi všeč, no, ta, da je ona v bistvu, ker Lannisteri so veš, denar, koliko nam je kdo dolžen, bogovi so boljše. To se mi samo igramo, zato da pridemo do denarja, da nam ga bo kdo dolžen. Klej pa tako, ona začne, njo res toliko skreka, da začne ona imela prav, zdaj mi je tudi všeč ta flashback, ne, iz prejšnje sezone, zdaj ima veliko več smisla. Ja. Zakaj smo ti sploh gledali, ne, resmo, ne, da te 3 otroci kriv, to mi je vse napovedala. Ne. Jaz upam, da bo to tako uporabljen zdaj za naprej, ne, da bo ona furala. Ja, ona se bo meni se zdi, zdaj bo čist paranoična glede tega, kaj hoče Tomeno narediti. Ona bo meni se zdaj ta ranjena levinja, ranjena medvedka, ki se bori zanj. Proti DiCapriju. Ja. Mislim, nekaj časa ni možno medveda omeniti, brez da se omeni DiCaprio. Ne, sem tako dejansko. To si ti in ti tvoje kaprice. Sponsor tega pana je Matej Pravratnik. Ne, kaj še polna kraljem? Ona da se pogovarjata, pa imamo pač Marjorie, ki od spodaj že spet una ženska. Pač confess. Ja, unela je 8. Ti se kar reda, ja. To je v bistvu tak callback, ki si ga človek zasluži. Pač in potem, ko pride, ne, tudi visoki vrabec, ki reče, da je mala, ajde oladi. Včasih je kanček več. Ja, včasih pretirava. Ne, mislim, tole unelo bi 8 lahko uporabil skupaj z glasbo od pokojnega tega tipa, ki je igral Drakulo, ki je imel metal band, pol pa je komade pel. Bela Lugosi. Ne, Bela Lugosi. Bela Lugosi ga je igral. Ne, sem Bela Lugosi nimel. Ampak je nek punk band, Bela Lugosi obstaja. Ja, to je to. Christopher Lee. Ja, Christopher Lee, ja. No, on zraven s tem njenim confess, pa njegov vokal, to bi bilo. To bi bil leta 2016 na DJ Time, sedaj v Kamat. če bi obstajal DJ Time. Kaj ne obstaja več? Ne vem, še. Kaj obstaja, res. Ja, sem res. Beli album, pa to moj box, vse nekimo. Marjorie trpi, hoče videti brata, brat je bogi, ne, to mislim bogi, pač v ječi tam gnije več ali manj. Kaj še krljevga? To je pravzaprav to. Mogoče res, če se ostavimo malo še pri Jamiju, pa se je čisto tako, mogoče je zanimiva ta debata, ki sploh napelje potem to v smrti, potem kaj je prvo truplo, ki si ga videl in kako se mame spominjata. In tukaj je... A klej še to, da je Tyrion kriv, ja. Pač ona je umrla, ko je Tyrion rodila, ne? To je cool. Mislim, v bistvu dosti presenečen bil, da ni bilo to dosti bolj tako on the nose, da ste prav rekli, Tyrion, malo bi bila jezna. Ja, meni je zanimivo tule to, koliko gre to proč od knjig, ne? Ker po Walk of Shame Jamie ne pride nazaj do nje in noče niti dobiš vtis iz njegovih monologov, ne? Tukaj pa imate eno zelo drugačno zgodbo in zgleda, da bodo peljali jo kar v drugo smer tudi njen lik, ne na zadnje, ker ona je na tej točki tudi alkoholik, v bistvu, ne, kar tu odvisli ni. Tam je Aging Dr. Ruger. Ja, tam je. Veš, problem je, veš, lahko bi se z maratonom odvadil alkohola, sam mislim, da ne ni glih več do peš hoje v javnosti. Peš hoje, ja. To je druga polovica maratona. Ok, pa Dornija is back, ali kaj? Ja, to je pri intro bilo, kaj?
Jaz sem tako. Zakaj niso Iron Islands? Zakaj je Ja, to? jaz kot Dornija, že tako, ja, že v intro, tako, okay, Dornija, okay, ja, v redu. Pa še Mare je rekel, da niso nič, to je očitno bilo lani posnetne, to je ostalo, ne. Ne, je bilo dejansko na novo. letos, ker je Sidik, ampak je fora, da je Sidik, ne, se pravi človek, ki igra Dorana Martela, je kao rekel, ja, ful smo snemali, ne, smo imeli 2-3 tedne. Nekaj tako. Ja, ok. Ja, nač, kle v bistvu, kle bi jaz začel to temo, ne, ki mogoče pelje ta prvi Dajmo del. tako, a so šli kaj na boljš od lanske zgodbe o Dorni, ali so... Manjo je. Kar, to je boljš. Ja, mislim, dost boljš je videti te dve Sand Snakes, kako enostavno ubijeta onega, kot pa da imate neki showcase, kaj vse znata. To mi je bilo tako, ok, kaj bo zdaj to še vlekli, to zdaj je enak, cak, gremo dalje. Ja, in je pač, mislim, očitno bo pač Dornija bo nek player, ne, na koncu v vojni, whatever, ampak jih bojo tako pripeljali, saj kašen, par komu, pa kako bojo to not pripeljali. Zdaj, če primerjamo spet knjigo, ne, ki je pač malo neobhodna ta primerjava, je to, da dejansko v knjigi je Doran Martel kljub temu, da se navzven skozi deluje, pač jaz bi bil pa rad prijatelj z Lannisteri, pa kulje, pa ne bomo se kregali. Je balantika, ne. V resnici ima pa te spletke, ne, kako bo pripeljal in najprej hotel hčerko poročiti z Viserisom, potem pošle Quentina, ne, da proti Mirinu, da bi se tam srečal z Daenerys, da bi lahko... Ne, ide v redu. Ja, v glavnem skozi nekak spletkarju, vseeno se mu zdi, pri njemu se vidi, da je ta targarjenski lojalist, je on. Medtem, ker tukaj so pa vse te finese nekako dovzete. Ne, in je sad tako, jaz imam eno teorijo, zakaj so jih sploh mogli tukaj opeljati. Da ko enkrat Daenerys bo šla, ne, čez morje, nekam more prijeti. Ja, to definitivno. In pač valjda prijehnim. Pač, jaz imam ta, oni jo sprejmejo, pa grejo pa skupaj naprej. Zdaj sploh bo tle girl power, ne, unite. Bojo, kaj so ti Powerpuff Girls? Ampak le, ali lahko samo eno stvar, ne, ta epizoda, ne, je bila izredno, pa to jaz ne rečem kot človek na internetu, ki je mazohist, seksist ali whatever, ampak ko iskreno, pozitivno to pozdravljam, zelo žensko obarvana, ne. Pač to je bila tako, po moje, najbolj tako žensko močna pač epizoda Game of Thronesa. Ker so vse bebe. Pač več ali manj samo bebe gledaš. Tako, tipi so zelo ponesreč zraven. Razen na zidu gor, ampak pol vemo zaradi zadnje scene, tudi tam se bomo samo eni baby pogovarjali. Ampak tako, hočem reči, ne res, a veš, una ubije, prevzame v bistvu Dornijo, a veš, pa kaj imaš Cersei, imaš na eni točki, a ne, pol, ki bomo prišli una z mečem, kolje je v bistvu največji heroj, je že spet ženska, a ne. Tako se mi zdelo, da je kar malo nalaž to bilo, no. Edino, kar ni, pač ženske so tu badass, humor pa je ostal pri tipih, ne? Ker prav res... Ja, ok, ampak to še zmeraj, prejšnjo sezono smo pa gledali Brienne in Podriga, ki sta bila comic relief, ne, tako da lej, nadslavijo, no. Ne, ampak tako hočem reči, jaz sem to prav tako po rajtu, da mislim, da je bilo to ful zavestna odločitev, no. Ampak ne, bomo itak šli skozi, pa... No, mislim, po vseh kritikah zaradi posilstev in tistih, ki to morda niso bila, ampak so bila, in vseh razgaljenih deklet in minimalnega števila razgaljenih tipov, so pač poslušali fajne. Ja. Kar ni nič narobe. Mislim, Charles Dickens je pisal romane, ki jih je objavljal v podlistkih. Tedensko, in če so rekli, ta lik je pa beden, je on čez 2 tedna to znal korigirati. Da, zakaj gre za ta širše vprašanje? Pa tudi, če gledaš, ne, recimo, mislim, da so že po drugi sezoni so zelo s to ekspozicijo začeli premizati, ni več, play with her ass! Pa, mejhan tlede, ne zbone, 50 još klede malo pokažemo, a ne, pa bo en zraven neki rekel, pa bo mladež gledala. No, ampak tako, to ful dober je bil, ker so kamorkoli si prišel, si v bistvu bebe gledal, ker nekaj počnejo, pač tako, super. Tako, no, Ravno kar veš, da so te eni odpisali kot pravega moškega. Ja, vem.
sem copata, v glavnem. Vsi smo tlele postali taki. No, ampak lepo, da si 3 tipi pogovarjamo. Ja, ne, to je super, ne, ker je definitivno, ker liki so močni. Ne, nimaš nekih teh ponovadi, ko imaš zdaj nekaj 2-3 arhetipe ženske, pa bi rekel v moderni kulturi in potem, da spadajo, ampak tukaj so dejansko one same tiste, ki furajo svojo agendo, ne, ki niso vse nekaj želimo, pa bi hotel, ja, in pa smo malo zraven, pa nam bojo moški to uresničili, ne, ampak vzamejo stvari v svoje roke. Ja. Najbolj vdorni. Ja. Čeprav je res, da Arijo Hotah pisma je kar hit padel, ne, glede zastrupljeno nožek. Ker je en tak hrust, tako da je tak Shaquille O'Neal, ne? Ja, da ga omara, šorcanikis. Ne, ampak všeč mi je bila ta scena, ne, ko on reče, you don't know your people, ne, ko oni stražari, kar stojijo, pa gledajo, tako, koliko je bilo vse zmenjeno, pač v res ni vedel nič, ne, več ali manj. Mislim, mogoče najboljša scena v Dorni, to si skoraj upam reči, ne, tudi smrt Tamauga, zelo, zelo kul, no. Ja, mislim, da on ne bo več kaj poslušal Lonely Islandov. On a boat. Ja, dej, pogremo pa lahko k moji favoritini, ne, ki je zdaj slepa, ne, in jo ona Tamala, kako je dobro pretepe, res je nasokor to sliši. Ampak mislim, kje so to žensko najdel, tako igra to, ki je zraven. Wave, sirotica. Sirotica, no, pač, kje so to modelko najdel, ker gleda, pač predober človek zgleda, dokaj začne lomastati arije, ne. Ampak ti mi je tako, jaz ne vem, zakaj ona to dela, jaz si ful njo predstavljam, da jo že Martin v knjigah toliko bilda s tem, ne, da bo imela res nek ključen moment, nek twist mogel na njej sloneti, nari, ker zdaj te skilze pridobiva, ne, in pa bo ona nekako. Trenutno dela na slušnem razumevanju. Verjetno bo šla maturo pisati in je zmeri jeba, polka Radio Slovenija predvaja slušno razumevanje, ki ti na pol šumi in ona bo 5 pisala. 8 bo dobila. No, zdaj to, ampak gledal hoče, ne, fulje, to je res pač. Ne vem, kvaho, ampak jaz bi lahko sam to gledal kot serijo, veš, sam ta res. Arijo pretepajo. Okay. Ja, Arijo pretepajo. Obstaja že ta serija, reče se je Daredevil. No, ampak tako, meni je, ne vem, v knjigah sem bil napaljen, kle so noro to speljali v seriji, zdaj se nadaljuje, kle ka fehtar, pretepe in da palca borse, to je zelo taka mal Star Wars moment, ne. Ja, je bilo super, je bilo poslušati to, kako ne so tudi ponazorili ta, kako so zmontirali vse skupaj, ne, to je verjetno ti kot človek z mešalko užival, kako ves ta šum, ne, kaj okolje in kako počas zdaj 2 besedi iz ene konverzacije ven, 2 besedi iz drugega pogovora ven, in kako nakazuje se prav to njeno, ne, moram se naučiti slišati, razbirati. Ja, tako, mislim, meni je to vsakič, ki jo vidim, je dobro, no, tako, res, več tega, manj Dornije. Super bi bilo, če bi še njenega krvovolka uspeli nazaj upeljati, ker v knjigah se pol kar tak vsake toliko pojavi, tista Nimera, ki ima celo neko hordo tam in krdelo, ali kako se reče temu? Sam Trop. Ja, tropovkov je. Ja. Okay. Ni krdelo. Lahko je tudi krdelo, ampak. Ja, mislim, da je trop, je prav. Gremo reči, da se divji, je trop. Ne, ampak tako, no, Arija, sem upal, da se bo še kaj pojavila, ampak je bila samo na scena. V bistvu. Pa veš, kjer je bil super kader, tam, ko kaže in v zadju vidimo tega Bravškega Titana, super, ja, super. Tak full detail si čaja zablaren, ampak noro, tako da ti da malo tega skopa. Česar ne bi bilo treba narediti, ampak te pa res da noter v lokacijo. Pa se to je to, veš, da te malo spomne. Ta cela epizoda, mislim, da je zelo dober setup za naprej. Kar smo imeli v prejšnjih prvih delih, res samo setup, ne imamo pa tukaj poleg tega setupa še razreševanje vseh teh cliffhangerjev, ki so ostali iz prejšnje sezone. Ne. Ja, ampak. Ker prej smo imeli zmeri ponovati, tako da je bilo v devetem delu bil ta mega razčefuk in v 10. so se potem liki že malo razpostavili in pa smo imeli naslednje leto prvi del, zdaj jih bomo pa spet malo pogledali, kdo so. Ne, lani so pa še v 10. delu se je napolno dogajalo in zdaj samo naprej, piči miško, ja, to je res. Ja. Drugač pa kaj, gremo pa kaj Merin, ne? Ja,
kjer imamo pa zdaj spet Tyriona pa Varisa, kjer se je pa zdaj na začetku kar so malo spal pri tem njenemu dialogu. Ne bo tako, da bo malo z levo roko. Malo se jim je zdelo, karkoli boste rekla, bo kul, ampak tisto, kar ste prejšnjo sezono govorila, je bilo bolj kul. Tako da jaz sem se prvič zares zarežal šele pol, ker sta prišla do une beračice. Ti se noro. Ko se začne Tyrion matrati svojo polomljeno v žiliščino in ona kaže, aj, hoče mi otroka požreti. Ja, ti zelo dejansko ful dobro, no. Sam vidiš Tyriona, ki je tako, god damn it. To je tako, kot jaz, ker ne uporabljam dvojine, pa mi ta reče, to je ta moment, je to, ne. Ja. Pa pol pižama, ne. Ja, ampak ne, ful dobro. Ampak ja, se pa strinjam, da ta scena, tenka hota, ne, po praznem v bistvu mestu. Zelo praznem. Ja, ampak mislim, da bo to point. Ne, da se vsi skrivajo, da ben noče kamor iti. No. In ker pokaže spet ta napis, ker je še iz prejšnje sezone na Kill the Masters, Misa is a master. Mati je gospodarica, kjer spet kaže, kako točno glih eden izmed njih pa obvlada ta skupni jezik zahodnega, pa v njem grafite piše. Ja, da bojo... Je pa svoje bizarno, kolikor se trudijo, da je res jezikovno, da vse te jezike ustvarjajo, ta Peterson, ki jih dela, da so res nori dialogi, res verjetno se pogovarjajo o njih, napismo pa tako malo. Ja, ga naspravijo. Kar je sicer logično, ker je pač TV vizualen medij in ne boš zraven podnapisa pisal vsakič, ki ga pokaže. Ali pa bi še slabše, da bi ona dva ekspozicijo delala. Poglej, tam le pa piše tole pa tole, veš te scene. A res, pa ne vem, če je tole pravilno. Veš, ona konjugacija je v 5. sklonu, pa imaš to sceno iz Life of Brian, ki je zdaj popisa celo mestno obzidje slovnično pravilno. Rimljani ven. Ja, sem tako, pač mislim, ta scena z dojenčkom je fajn, pa tiska gorijo ladje, tako kot sem že rekel. Tipe in pa Lonely Island spet na fukajo. No, je pa bilo vseeno njun dialog briljantna ekspozicija, ker sta tak vmes dve ključni informaciji dala, ki računam, da boste ful pomembni postali, in eno je to, da Tyrion ne zaupa rdečim duhovnikom in da bo tu en konflikt resen z njimi imel. Valjda, ker gre samo imune. In drugo to, da obstaja vrhovni poveljnik Harpi, ki se bo razkril. Zdaj pa v knjigi je bilo nakazano, da je to Hizadar ampak spet ni nujno. Ali on, ali pa ta zelena milost, ki je sploh ni bilo v seriji, ta vodja tega templja. Tu Hizadar je dost ziher mrtev, ne? Skoraj to, kar Stanis. Ne, to bo, mislim, ta Mirin zdaj počasno ratuje, kot Baltimore iz doma. Tako reči, neko res oblegano mesto od znotraj. Ampak ja, to pa dobro, da sem rekel, to zaradi te red priste. Mislim, ful mi je zanimivo. Spomava tebe, ker se te citate zapolniš. Ja, ampak ne, ampak jaz sem, škaj fora, Zakaj si ful dolgočasen, sam imaš pa spomin za citate. Ampak jaz sem dolg cajta mislil, da pač red pristi, tako kaj pač Melisandre, da je zelo ta neka povezava s Targaryenom pa Ognom pa tem, ne. V smislu, dokler ne ve, ta Fire and Ice, veš, kaj non-stop to gledaš šamblono, ne. Tako da ja, to je tudi mene tako malo, tako sem rekel, okej, očitno se bomo kregali, ne, z njimi, kar je kar v redu, no. Pa ful mi je dobro, ker se povsod pojavlja, tako kot v knjigah, ne, te red pristi so kreni ljudje, ki na vsakih cajta malo letijo, ne, to mi je ful v redu. Me pa zanimivo pospravi, Grunder, zakaj se jim zažgal te ladje? Ja, če hočejo, če hočejo, da grejo, zakaj jim niso psti ladje? Ja. Ne vem, ali pa sam zato, da je že spet bed, ne. Ne vem, to je tudi, jaz sem tako, ker sem to videl. Mogoče tudi ne znajo 2 koraka naprej razmišljati, ker to rihtajo. Tako Daenerys. Ja, pač te sinovi Harpije tudi niso glih mojstrski strategi. Ja. No vem, to je ful weird. Mi pa ful dober, ker ti reče, we're not going to Westeros anytime soon. Ja, sem res ne gre, jaz ne vem, kaj te bi počeli, jaz ne razumem. Pa še ti smo oba s tem 10 do 15 ur, dobro, to smo že, sorry. Gremo naprej z Darjom in Mormontom, ki imata
tudi to debato, ne, kjer si priznata, da sta oba zatrapana, Daenerys. Pa zelo mi je všeč moment, ko reče Dario, da jam pa tako zgledal, kad tikam strne. Res, ta progression mi je ful dober, ker je v bistvu... Tle imamo zdaj to možno za ta body comedy, ne? Ne, ok, to je res. Ona dva sta lahko comic relief letos, to je dejstvo. Ja. Ampak tisto, kar mi je bolj všeč, je ta varianta, da pa res vidiš, da moramo ti sam malo prehitro se je rodil. Ja. Če bi bil dosti mlad, bi bil hello Danny, tako je pa pač bogi. On pa zdaj reče, hej, Jora, to je bila pa v kamen. Ne, no, še ti. No, mislim, da Jora pri Danny ne imel šans zaradi tega, ker ljudi prodajajo tako ali tako. To je pa res. Moralno. Ne glede na to, kako bi izgledal in koliko dolgega bi imel, je to po mojem. Ja, ker si enkrat slave trader, si slave trader. Ok, to je mogoče res. Mi je pa ful dober, ki je ona prejšnjo sezono, ko odvrže, aj prstan tisne, ker se neka zdaj pa to nekdo najdu, ampak pa je bila huda fora, ko oni krožijo okoli nje, ko v bistvu tarčo naredijo. To mi je bilo pa noro. Točno to je bilo meni, ko sem rekel, evo, če bi on tako jezil, nekaj je pa tukaj, točno pa prav bi bilo brez veze. Tam sem pa že nakazal, ker si videl zaplato nepoteptane trave, mini. Nejasno, da bo šel kaj gledati. Da šel kaj, ne pa še reče Anarmi, no, ahor. To je bilo tako dober speljan in to, sem rekel, ker je lani, ki je odvrgla prst in sem rekel, zdaj pa je najde in točno to, ja. En bi se mogel spotakniti, pa ja, to je bilo pa ful dobro. No. Pa to, kar reče, ne pa če rad bi videl, kakšen je svet, ki mu bo vladala. Ja. In pa on tako pogleda roko. Ja. Ne vem, če mi bo uspelo. Ja, ta grejskel ni prijazna stvar. Sivolusk, se upravičujem. Tako da, in potem imamo pa Danny in dva modela, ki ne vesta, da zna dotraščino. Ja. Tisto pa... Ampak klej že spet, ona ve, ona je bolj smart, že spet je ženska. To je v celi tej epizodi, kar je meni ful dobro. Povej, tule je ful comic relief, brilliant, eden od najboljših v Game of Thrones. Ta scena z dvema ženama in s tem. Najboljša stvar. Tako malo na sitcom že sliši. Meni tako spominja na ono What is best in life is Conana. In potem pa še imaš ono Spanish Inquisition. One of the things. Ja, mene je sicer bolj tako po tonu, mi je res na tega prečeta pa spomnil, ker ima tudi ta Cohen the Barbarian not, ne. Kar zna so soft lavatory paper. No, ampak dejansko dosti noro, da je bila ona, da je bila ona enkrat comic relief, no. Tako, že dolgo ni bila. Ampak je pa, veš, že tle, če gledaš, če se vrnemo nazaj na začetek tega prizora, ker ona je ves čas poseb močna, ona ni nikoli razsuta, da še ona se suta karkoli. Ona obdrži, ona je res že toliko čez dala, da je to malo bom peš hodila, ampak ona ima plan, ona ima plan in potem, ko pride, je pa po svoje pa tako, najprej pove vse te svoje, en je že naredil, kakšne zgledajo njene poslovne vizitke, z vsemi temi nazivi gor. Pač tako, pa kvapal, ampak sem odkala druga, ok, cool, ne bomo nič, no, zdaj pa pejte me umirim pelat, ne bo šlo, moraš jet pa karke, kdo škalinu, vajz dotra. To je bila najbolj že spet ta klasik Martin, ne gre tako, kot gre drugje. Ker ni tako, rešila se je, ne se ni. Dom upokojencev. Ja, ampak to je Hotel Delfin, Izola. ampak to je ta point, v kjerkoli drugi fantaziji, ne kjerkoli, večini drugih fantazij, nekdo je zavzel mesto, sedaj mu vlada, vse super, ali pa whatever, klej zavzameš mesto, gre vse pogobe, ker to me ne mara. Klej isto, nekdo me je ujel, zdaj sem mu povedala, kdo sem končno, zdaj me bojo spustili, ne te ne bojo, zato ker je tudi tam neka birokracija, ki te spravi v Hotel Delfin. To je meni kul, ki je že ta ekstra korak, ker ti si, dokler sem zraven, zdaj je pa prerezal, zdaj je pa sam, ti bomo dali Jurija, Kon, whatever, ne, ti greš v tempel. Tako res, jaz mislim, da zaradi tega je in Martin... S tem jasno, da moramo povedati, on je prej še grozi tudi s posilstvom, Tako, ampak ona je neomajna tam, ona je pač... ampak je pa res tako, če gledaš, Jason Momoa je bil najboljši kal od vseh. Te so vsi taki imel, trlice malo proti njemu. Light verzija njega. Ja, Jason Momoa je Samoan, ki
potem telovadi toliko, da ni debel dejansko. Ja. Ker samojenci so pač nagnjeni k temu, da so malo večji in zato jih ful samojencev so tudi sumovresleri, ker imajo idealno gensko predispozicijo za to. To Medtem ko Jaz sem 10 samoanca. Ja? Kje imaš pa lune tatuje, njihove? Ne, samo pa tudi te dve žene, ne. To, Ženi? Ženi. Te dve ženi? Ti dve ženi, who cares? Dve ženski, ki sta z njim poročeni. Ženske bi mogli, v glavnem. Se vidi, da imata besedo, ne, da ni tako izrazito patriarhalna, ne, da si upata zraven. Pa... Ja, ampak meni je to, no, ker oni imajo pač svojo birokracijo in ni bližnjice. Ti ne moreš priti, ker te ujamejo, poveš, da si vdova in greš mimo pač, upravne enote. Ne, zdaj veš, kam greš. To je že ne vem, sicer v seriji bilo, ampak ravno to je v knjigi tudi potem razlog, ne, na koncu prve knjige, ker so vsi ti krvni jezdeci od Kala Droga, ki potem grejo po svoje. Tako pač, da njo po njegovi smrti hočejo tja odvleči, v Doškali in že pa rekla, ne bom. Ne. Samo mogoče ga bomo videli, jaz ne. Ja, mislim, da ga kar bomo, ker so bili neke za te starejše ženske, so iskali igralke, pa to pa zato je tak kauč tu jezik. Mislim, hodil, da bojo do Frake tudi še... Glede na to, da so bili v trailerih, da si videl, ne, ta konje na vhodu Vajs Dotrak, da to ni, in pa spet vsa čast Petersonu, kaj on dela s tem jezikom, kako to teče. Pa tudi Daenerys ga res obvlada, vse zna povedati v dotraščini, vse te svoje nazive. Se more, če ima pa vizitko, glavno. Pol smo pa že v severu, ne? Kjer je pa mogoče edina taka stvar, ki si ravno prej omenil, da pač nikoli se ne zgodi tisto, kar misliš, da bo. Da tle se pa zgodi, mislim, da sploh prvič v celi seriji, ne, če bo že kdaj prej, da nekdo uleti ta zadnji trenutek in reši, tako Brienne. Ampak, zaradi sveče, ne? Realno gledam, a veš, vse ne, ona je bila okoli, ja, ni na ključje. Ni na ključje, ne. Nismo se po nesreči srečali, glih sva klele men prišla. Nismo se po nesreči svečali. Kje ima tej pravotnik, ko ga rabiš za te pane? Ker kašlja, to je za kašlja, to glavnem. Okay. Vse podoben moment je bil Drogon. Tisto je bilo dost bolj v knjigah dejansko dost bolj razloženo, zakaj se Drogon pojavi v areni kot v filmu, mislim seriji. Ker tam je kao, da ga von po krvi in Švicu pritegne. Ne? No, ampak kle, jaz to, kar Brienne pa Podrick letita, res tako jemljem, pač v bistvu je bilo tako, zadnji trenutek ga demet, pa se pa spomniš, da ona v bistvu je čakala, gledala, da ima svečo, razumeš, in gre skozi, no. Mislim, ne zdi se mi kot tak lazy writing v smislu, kle mora jih en rešiti, da ima pa to tako zapeljati, recimo. Ne. In tudi jaz sem nucal nekaj časa, da sem se pol spomnil, ko gledaš Sanso pa Tiona skupaj, da ne, ona dva nista zdeljska, pa še oni za njo tujci, ona dva sta odraščala skupaj. To je tudi ena stvar, ki mogoče jaz sem jo kar malo pozabil. Da imaš tako nekaj. Ker smo toliko časa sta bila že narazen, jih ne povezuješ več in ne, jasno, ne mu zaupa, ona pač ga pozna. Ja, v bistvu sta pa brat pa sestra na eni točki. Ne? Ja, to je pa dosti res. Ja. To in ko pele čez in sicer pa podhladitev, očitno tam ni problem, ne, zaradi mokrih oblačil. Pomagajo. Vse so navajeni. Ne, še ne. No, mi je pa všeč ta fora, da ta scena da v bistvu Theonu moment, kjer se res žrtvuje. Pač kjer res, kleba res pade na meč, ker veš, da če bi ga oni zajeli, je to. Mislim, ni. Tle dokončno vidimo, da je nazaj Theon in da je se odkupil za vse, kar je. Ja, točno to je. Ker tam ni spasa. Se še vedno trudi. Ok, ampak dejansko tam preseka, tako vidiš. Ampak ste se videli vprašala, kam so šli psi? To je tudi mene zmotilo. Ja. One vse viteze, psi pa gremo. Ni treba več, gremo mi dva kele na eno klobaso. Sploh ob temu, kar reče, you don't know what these hounds can do to you. In potem go away. They go away. Zavrnejo te. Na Redditu je en že naredil Gendrija v čovnu, pa te dva psa zraven.
No, ja, ampak ja, to je bilo malo. Mislim, iskren kar velik feler, ali kva? Ne. Ker ne vem, zakaj bi se ga dal mogoče res. Ne, jaz mislim, da dejansko so ga posneli, potem pa, ali so bili dejansko problemi na snemanju z temi, da so psov ni bilo možno čist lepo shendlati v tistih skupnih scenah, ali ni v redu nekaj izpadlo in poleg tega je pač treba neko minutažo normalno dobiti, tempo dobiti. Minutažo, tudi smo bili kar na zelo, lahko bi par minut še dal zraven. To je res, 53, mislim, da je bilo, pa so bili tudi prek. Zdaj, da bi 47. Ne, mislim, prek 50. No, ja, ni bilo glih, ampak mi je pa všeč mi je tudi Podrik, ki se tepe. Se zna, da je to teps. Da je kompetenten, ampak... To, da lahko reče Bogu smrti, da je počak, bom videl, kako imam koledar. Ne moreš reči not today. Ja, itak, ja. Ja, ne, Podrik, full obvlada, mislim, to je zdaj spet tako, ona dva sta malo mu je pokazala, tip ni nič znal, zdaj pa naenkrat ampak je pa obvladal že nek drug meč. Obvladal pa nek drug meč, ampak le že spet ta moment, ki mi je tudi full všeč, kjer imaš Brienne kot ženska vitez, ne, prisega ženski, ki jo sprejme. Mogoče še pred prisego tudi to, da Brienne vse ni herko, ki pride in razmeče vse. Ne? Tudi ona ima težave, dejansko je. Ker je to Martin. Ja. Ampak dejansko izbijajo meče z roki se potem in skonja za njega. Mislim, ena boljših sekvenc, no. Tudi kar se fajta tiče in drame in tega. V bistvu, če gledaš na celo epizodo, edina stvar, ki je akcija, v bistvu ne, tako da je res, veš, kar se me tiče super. No. Tako, moram reči, malo sem bil presenečen, da se je to že v prvem delu zgodilo. Sem mislil, da mogoče zdaj pa bežijo, mogoče jih še kaj nazaj ujamejo, pa pol se nekako ta rešitev zgodi, ne? Ampak hvala Bogu, sta nehala biti, bo to očitno je konec Comic Reliefa. Ja. Očitno bojo te zdaj 4 nekako neki počeli. Ne? Sumim, da Podrik bo še vedno, pa mogoče v navezi s kom drugim. Ampak tle je zdaj neka grupacija ljudi, ki imajo nekam zaiti. Ja, zdaj vprašanje, kam bodo šli. Ampak da dajmo najprej to prisego, še omen, ker tudi eno teh trenutkov, teh trenutkov takih čustveno močnih. Je bil tukaj, ko smo se spomnili nazaj na kako je Brienne prisegla Caitlin, in pravzaprav kako ona še Sansa najprej bi ali ne bi tam malo ti ona gleda. Pa še ona, tako še onda nek kao, dej. Pa sploh pa pol to, ko ne ve točen Sansa, ko že pa je Podrik malo suflira. Ja. Ne, prav to se mi je zdelo tak moment, ker Sansa kot otrok je bila cel čas tak, da je ful na te rituale, ne? Dosta taka princeska sta je bila, no? In to je pol, vsi ti rituali so bili tako, super, ne? In pol tu dejansko, ko pa ga mora izvesti, pa ji pade iz glave, zato ker je že tak daleč ta svet od tega, kaj je njena realnost bila. In potem, ko je Podrik spomni, ne klikne nazaj in ona dejansko postane zdaj plemkinja, kar v bistvu je hotela biti, samo ni vedela, kako biti to. Samo ona zdaj Lady Stark, ne? Tako, zdaj ni, In onda ste tudi, kako ste se pravzaprav oni dve res pašete skupaj, ne? Da Sansa kot oseba, ki verjame v ta ideal viteštva, in pa Brienne, ki je ena redkih, ki živi ta ideal viteštva. Valjda, lepa, se glih srečen. Dva optimista. Zdaj, vprašanje, kam bojo šli, ne? Jaz mislim, da sever bo kar ostal sever. Ja, ampak bojo šli gor, ne, probati iskati Jona v grad Črnina, pač, ker še ne vejo, ne, oni sam vejo, da je gor on. Mislim, da Tion reče. Ja, je pove, da je on tam gospod poverjen. Ne, jaz mislim, da bodo šli proti Tulijevim, proti Rečnjavi in morda še naleteli na bratovščino brez praporja. Tam pa njem benga. V glavnem... Ja, dobili smo, da Toros, ta igralec od Torosa se bo... Hvala Bogu, ker je on je bil super, polkej, kaj že. Ja, pa tudi tako v knjigi je to, ti hočeš brati, ne. Ja. Najprej en pijanec, pol pa tek. In če vam lahko nekaj rečem, samo njega bojo tam videli, v glavnem. Čakaj, sem čist. Posta pa edina dva tipa. To najslabša, da ti pa. Najprej je še Ramsay solo, ne? Ja. Z Mirando. Tam je pa tudi trenutek, ko si misliš, čaklej, on je sposoben nekih
čutiti. Ja. Pa hitro postavi stvari na svoje mesto. Zatreto v kar. Pragmatik je, ne? Zima prihaja, ne? Mesa manj. Kako je že, A jo pokopljamo ali se žgemo, prav vršte, jo pisam, zakaj bi zavrgali. Dobro meso, ja. Ta je res. Pa ful mi je všeč, kako on reče, poznal sem jo, ko sem bila otroka, takrat sem bil še mlad, ampak so se mi ljudje že bali. Vi ste se me, majstor, tam zraven, prosim, ne me biti. Unma res najbolj beden job ever, stari. Da moraš biti za Rusom, Boltonom, pa Remzijo. Ja. Zdaj, ki muči ljudi konstantno, si ti doktor, ful dobro, res. Sebe zdravi za PTSD, ali kaj nisem. Mislim, ima kar fajn do Milk of the Poppy dostop. Nad slabega, ja. On je tak haos, meni se zdi ta njihov mojster skozi. On to makovo mleko ima, v redu je. No, je pa še ta... Ostani budan. No, je pa še tak, pač Bolton starejši, Ramsay reče, molimo, da ima sina, če ti ne najdeš Sanse. Že naprej ga že to napizdi, pač kaj se greš, zdaj tvoje igrce, ki se moraš nekaj izživljati in to, ona dva sta, ne zaveda se pač Ramsay vse en to ključenosti neke širše taktike. Ne, veš, on je za sebi in on je Stanisa smo premagali, in že to mu reče, da razčefuka na Stanisa vojska proti organiziranim Lannisterjem. Kaj misliš? Kaj se bo zgodilo? Ja. Ker zdaj s Tionom in Sanso je imel on 2 ozemlji v precepu. Pač Sanso je po svoje dobil tudi možnost prevlade nad severom, kar Sansi bi ljudje bi sledili Starku in zdaj jo je izgubil. Tiona, za kjer ga mogoče še vedno upa, da mogoče bi pa ta star Greyjoy Balon, ki ga bomo tudi še videli, ker pri njemu pijavka zaenkrat še ni parjela. Vprašanje je sicer, koliko bi on, kaj bi rekel, da pusti ga, ampak ima neko navezavo. Zdaj zaenkrat je izgubil 2 pomembna vzvoda, ki mu pomagata ohranjati planjavo v ravnovesju. Se tam tudi reče, da there will be a reckoning. Pač to je, mislim, ful je dobro, ker ona dosta, mislim, pač Boltoni so v bistvu ta tampon, veš, med Kraljem pristankom pa severom, In je bil plan, da se ta tampon razširi na sever, zdaj pa to zmerom slabš deluje. Zanimivo, da si rekel tampon. Zakaj? Ker je polno krvi. Ampak tako, to dobro si rekel to, da Ramsay ne ve vsega. On res gleda samo pač kar ima pred sabo in to je vse, kar vidi. Ja. Čeprav po tej Rusovi pretni, pač, zdaj upimo sam, da ima moja Frejovka res sina. Vprašanje, kaj bo pa Ramsay naredil glede tega sina? Ja. Ali pa, okej. Jaz mislim, da eden od njiju, od Fotrisi oziroma Ramsay pa Rus, da eden ne bo dočakal konca sezone. Jaz upam, da Ramsay gre po gobe, da ga Fotr ubije, čim zve, da je sin. Da bo to plot point. Veš, ti imaš Ramsaya, ki bo hotel tam malga ubiti, ampak ga Fotr prestreže. Mislim, da je to prav, se mi zdelo, pomislil sem na to opcijo in se mi samo zdelo, da ne. Zagotovo nekoga, ki je tak evil, kot je Ramsay, ne moreš potem tak odpraviti. Mislim, da pa Martinovsko. Zelo Martinovsko bi bilo. Vseeno mislim, da mora biti bolj hardcore reckoning. Ne, me je bilo pa vrhunsko, da ga Fotor. Jaz mislim, da bi to bilo čisto sepsko. Ali pa da sin Fotra, kjer ga dojenčekam benga, ampak okej. Lejte, tudi jaz sem senčni otrok v resnici. Pogremo pa lahko, kjer smo končali 1 leto nazaj. Ja. Ali je torej kri v obliki zmajevega krila? Jaz sem to videl, jaz mislim, da to tako boljše. Jaz mislim, da je tle pač ta sinhroniteta, pač vidimo nekaj, kar hočemo videti, ko pogledaš gor v oblaka, veš, pa vidiš faco od Marija Galuniča v njem in pač... To se mi dogaja. Nikoli. Ampak tako, jaz mislim, da je to čisti nonsens, pač, kar se mene tiče. Davos je prav pogledal 2 sekundi. To je meni nonsens. Mi je pa, ful mi je dobro... Davos je pogledal proti traitor napisu. Ne, ampak mene, ful mi je pa dobro to, kako v bistvu banalno ga najde.
ful mi je všeč to, mi so pride ven magija, le tam pa je. Oziroma, ja, pač duh že nekaj razgraja. Ne? Okay, ampak zelo tako je, lej. Ja, samo kaj je v bistvu bila ideja teh upornikov, Elisarja Thorna in ostalih? Zdaj ga bomo pa tu pustili ležati, da ga zjutraj vsi najdejo? Zato je, da je traitor napisan. Traitor, ja. Jaz mislim, da je to poanta. Da pride ta sramota ven, ne? Ja. Bil izdajalec in to ga je doletelo. Tako da dajte pomisliti ljudje, tudi kot znak, malo opozorila, ne se zdaj z nami zabavati, ne, ker če boste izdajalci, panika, končate na hladnem. A ja, se ste že. No, ampak tudi ta, veš, kaj on reče, da v bistvu je kao vse na Johna, ne od Jona, prevali, ne, kao predpostavljenost je pred nemogočo odločitev, mi smo jo sam, ne, se odločili za njo, ne. Tako ful dobro, mislim, dobro spele, pač ko, dobra racionalizacija je noter, no, kar se njih tiče in pa tudi vidiš, kako so vsi, niso čist zihar, tako še zmeraj je mal tega feelinga, da niso vsi, ne, iz straže, čist zdaj smo pa okej, ne. Prav v knjigah imaš pa še to dodatno, kaj bolj neka John hoče proti Boltonom, ne, imaš še korakat, kaj dejansko hoče povesti nočno stražo v boj med kraljestvi, proti čemer so se pač izrecno zaprisegali, da ne bodo. Vse kle je dosti, da ti v bistvu divje že sprejmeš, mislim, da je to vrh glave. Sem pa mislil, da bomo v njih kaj videli, pa jih ni bilo. Ne? Ni še prišel Edo do njih. Nek sem zasledil, en je omenil, da prvič, da mu nekdo prav reče Dolores Ed, ne, Edo Toroba. A ja, da prvič se ga po imenu, a res, se čist možno. Ja, he was my friend, pa to. Se v bistvu tip je toliko, mislim, to mi ni jasno, da so v odločitev bo njega poslal k divježem, njega, ki sploh ni zaštekal, kaj bi lahko tukaj zdaj naredili. Ne? Ni nujno, da bo dober pogajalec, je pa po drugi strani tisti, ki z njimi preživel hard home. To je edino. Je pa ve, da je bil on res blizu snegu, ne? In zaradi tega je res zvest. Ja. Ampak potem pa te debate, ne? Tle imamo tudi kar nekaj teh komičnih momentov, ne? Ki pridejo, ne, bi šli en mrten. Prodajte tisto, jagnetino. Ja. Ne, to je prav briljanten moment, se vidi, da Davos je izkušen pogajalec, zato ker jih zmede in pomislijo, da to bo pa šlo skozi. Ja, mogoče bo dalo pripričati, ker če hoče učeti, no pol pa... Ja. Ne, pa všeč mi je tudi ta moment, ko reče, po mojem mnenju, takoj ko odpremo vrata, pa kar eno do njih reče, nas bojo pobili. Pač ko mi je všeč, da kao, se mi tudi vemo. To si že, tako ni zdaj tako, da Davos tam sam in uneči zdržijo. Gospodje, če bi radi preživeli do jutra, ste izbrali napačno sobo. Ja, to sem to. In tudi tlele pa Melisandre že pride in je čist se suta še dodatno, ne, ker prav pač videla sem ga, kako se bori pri Zimišču. Ja. Mislim, pač pride pa gre, pa se pa zgodi. Da pa se zgodi še par stvari v sobi, tudi sami, ne, čakamo, da bo, ampak zaenkrat je John kar leži tam in nič ne kaže, da bi se premaknil. Jaz sem res pričakoval, da bojo mogoče razrešili, ampak ravno to je, veš, pač na zidu, ne, to je tisto, kar smo na začetku govorili, da gledamo različne časovne obdobja, ne, in tukaj pač, kar se je zgodilo na zidu, je bilo v pač roku parih ur, ne, vse skupaj. Ja, mislim, pač to, kar si rekel, on pač tam ga imajo na mizi, no, mislim, res ni nobenih nič, na mizi leži truplo. Hočem reči, pa to, ko mu je Edo, ne, to je bilo, ko mu je Edo Toroba, ko mu zapre oči, to so bile po trailerju ful teorije, kao, ne, veš, on ima pa iste prste, pa rokav, kot Toros, to bo Toros prišel in ga bo Toros oživel, to so že vse ljudi. No, je pa teorijo, te scene so to teorijo, da bi on v Ghosta, v duha se vargnil, pa kar dalje stran, zato ker vidimo, da tam ta krvovolk mu malo prste poliže, stari, pokaj. Evo, zdaj, če bi on že vargnil v Ghosta, ne bi šel malo sam sebi prstu lizati. Čeprav je vprašanje, veš, mogoče je not pa, da ga ne obvlada, ne? Glede na to, da nikoli nismo imeli tega. Ne? Tako, pravzaprav smo to imeli sam pri Orelu, ne? Je bil ta moment varganja noter, oziroma pri njemu ni bilo varganja, ampak je bilo menokoštvo, zato ker varganje je za volka. Sam za volka, ja. Tako da prosim bodimo tle, da kar se tiče teh tehničnih terminov. Ja, saj v glavah. Ne, ja, ne, ampak tako, ful je weird, no? Mislim,
da se to vlekel, da se bo vlekel. Se bo naslednji del, bo ne. Ampak zdaj pridemo do te scene, te zadnje. Ja, kjer se. Sandra sleče. Ja. Kar sicer ni nič novega. Ja, ampak jaz mislim, da je bil to point. Zdaj, tako, to se lahko na dva načina bere. Ne? Eno je, Joška že spet, ne? In potem dajmo biti creepy. Druga interpretacija je pa, zdaj smo non-stop Joške kazali, lejte zdaj tudi to, ker to so tudi Joške. Jaz ne vem, kaj hoče reči. Mislim, je tudi omaž Shining. Kjer Jack Nicholson vstopi v sobo 237, mislim, da je tam lepa mlada ženska in potem ga objame in potem ni več. In zelo podobno izpade. No? Zelo podobno izpade. S tem, da mislim, da tukaj gre, da pokaže, kako utrujena je ona, da ne vidi smisla v tem, da se pretvarja več. Ne, jaz pa glamour fura. Ok, ampak jaz pa mislim, da to, da sploh zveš, da je ona dejansko old school, ne? Je pač poanta, kva polo ona ve. Jaz mislim, da je to bolj, veš, ona pač zdaj navigira, Priestess, whatever, ne? Ampak jaz upam, da ima to neko vezo, da je ona bila pri nečemu drugem, mogoče, ki so še otroci bili rojeni, whatever, ne? Da je mogoče tam zraven, veš kaj mislim? Da ima prejšnjo njeno življenje, da je v nek pomemben zgodovinski medij. In tukaj so se pa zdaj pač pojavile te teorije, da je ona mogoče, kaj če ona šira Sea-Star. To je pa bila ljubimka od Brindena, krvnega vrana, od trokega vrana. Ja, ne, je pa zdaj ta teorija. Oba sta se da ukvarjala s črno magijo. Ne, in zdaj njega imamo gor, ki uči Brana, ne, in da je tudi pač možno, da bi bila, čeprav ona, ne, to je zdaj pa ta podatki iz knjige, kjer imamo v 5. knjigi to njeno poglavje ali 2, ne, v katerem se ona spominja, kako so jo prodali, ne, kot sužnjo v Volantisu, ne, in mislim, da se prav spominjaš ali tetovaže na licu ali kako. Glavno se spominja tega, da je bila nekoč prodana, ne, pač očitno rdeči veri, ker tudi oni. No, se to, ampak hočem to reči, da pač, dokler si mislil, da je ona tako stara, kot pač je do zdaj izgledala, ne, a veš. Je bila tako ena manipulatorka. Okay, ena, ki je samo letela. Jaz pa mislim, da zato, ker je pač starejša, lahko da je bila že prej v to pletela. To sem zaradi tega, se ne vem, to je zdaj čisto na pamet govorim. Ampak ne vem, zakaj bi bil drugač point, da je toliko starejša, recimo. Ona je pa tako, ne vem, ni stara 60, ampak je stara več. Ona bi naj bila 200 do 400. Med 100 do 400, ne. Se snima ne bilo tako, kot za Cersei, se pravi, ona je imela make-up na glavi, dol so imeli pa neko pač dejansko starko za telo in so prav režiserji rekel, da pač niso pa hoteli še dodatno tistega starati, ker pač amben ne ve, kako pa ti zazgledaš, ker si star 200, 300, 400 let. Ne? Ampak pač je že dosti, da je to staro izžeto telo, ki je preživelo veliko. In tle zdaj to, kar smo že načeli, zdaj, zakaj ona to naredi, ne? Ali je to kulturno, ali je ona to potrta, ne? Kjer imamo potem spet to dvojno s Torosom, ne? Kjer je Toros rekel, da je mislil, da ni ničesar več, ne? Da je to povsem izgubil vero v Boga in potem je ugotovil, da lahko oživi Berica Dondarriona, ne? Ker ona je zdaj točno na tej točki, tudi ona je izgubila vero, vse njene vizije so se izkazale za napačne, ne? Karkoli je hotela, karkoli je se trudila, kar je videla v ognju in svetovala, je šlo, Stanisa ni več, zdaj Johna ni več. In pol kao za tega, ker je ona na temu. In ona je že to, da se prav ne da se ji več, ne? In ona je utrujena. Mislim, tle je bilo res videti na tem obrazu, pač hočem spati. Jaz hočem spati, dajte mi mir, jaz sem bom tle zavlekla in nucam nekih novih moči. In je to bolj v bistvu tisto, kar omogoči, da John prije nazaj, kaj bo, ne. In zdaj ta pa še vprašanje, ker smo ga tudi že dobili na Twitterju prej v eni debati, še tako sicer ne povezani z glavom, pač ta njen dragulj, ne, in ta njena ovratnica,
pač, kar je videl, smo že enkrat brez njene ovratnice. In takrat, ko se kopa, čeprav posel in zdaj tudi, ja, pa si tam tudi kraljica Seli se malo čudno obnaša, mogoče jo pa ona vidi tako, kot je v tistem prizoru. Ampak jaz mislim, da je dokler je ona močna, ne potrebuje tega čist na sebe, da je ona. Lahko ne, zato ker tudi pač, da ta šarm, ne, to iluzijo lahko pričara, ne, ta glamur. Pač, to mislim, da je sicer iz vilinske magije. Ne, to, pri vampirjih je tudi. Pa vilinci ne imajo to. Mislim pa za te Shakespeare vilinci. Ne Lord of the Rings. Ne Lord of the Rings. In smo mogli to reči. Egzaktni smo v svoji terminologiji, kot smo danes že dejali. Shakespeareovi vilinci, torej. Da ne bo pomote. Sna kresne noči. Pri nas je kdo odvaja kresne poglavka. Imam te zastranitev glavno. In da je tist pravzaprav pomoč, ja, ji pomaga ne malo kanalizirati mogoče magijo oziroma vzdrževati. Oziroma vidimo ga pač takrat, ker ta magija nekako deluje, ker je močnejša žari. Ker tukaj tudi vidno, ker si ga ona da dol z vratu, ugasne. Zabrav, očitno ni nujno, da je to povezano. Mogoče je to samo znak, ki ga da dol, ki ugasne, pač ne da se mi zdaj več s tem truditi, s to iluzijo samega sebe. Tudi v knjigi je to, ker imamo ta primer, kjer v resnici ne ubije Mansa Riderja, ampak ubijajo tega gospodarja kosti, in potem Mans Rider nosi, da ga oklepne, lahko bi ga začarala tako, da bi to iluzijo vrgla, da bi ljudje mislili, da je, ampak če ima pa nekaj njegovega, je pa lažje. Zaprav, da očitno gre za neko kanaliziranje te magije skozi določene simbolne predmete, ampak niso pa nujno potrebni za to. Tako kot ima vedeževalec Blaž, pač, včasih svečo, včasih karte. Vedno pa ti proda angela. Vedno ti proda angelo sode. A je temen? Ne, svet. Škoda, ker mogoče friški dobo pa kakšne avtorske pravice od demoničnov. Ne, ampak to je, všeč mi je bila ta z Berikom, to mi je pa v bistvu dober connection, da je zdaj ona v bistvu na koncu svoje poti misli, saj tako, in izklevan, da bo pa nek monumentalen moment. Ja, čeprav je pa zdaj spet, je pa fora, nekaj pa smo dobili to iluzijo, se pravi tega glamurja, kaj če bo ona samo nekoga drugega, da bo zgledal kot Jon Snake, A veš? Ne? Ker, veš, v knjigi, to je že free level. V knjigi imaš ti v 5. delu, imaš imaš ta uvod, ki je, imaš tega Varamirja šestkožnega, v katerem zvemo pač vse, kako deluje to menjavanje podob, kako uletavanje v druge osebe, kako potem del duše preživi v njih, da nas nekako pripravlja John. Zdaj si pač ljubljumajo. Ja, a veš, a res si pomislil na to? Ne, res nisem. Meni je bilo pa res prvo, ker se vidi, da ne John preživi, ne zdaj ne ime Edo tudi, da nečesa v Johna meča, pa zdaj bojo pa videli. Tudi prvom bliže nisem pomislil tega. Potem Mans Rider dela štalo v Winterfellu, v knjigi. Tukaj ni nič od tega. Ker se mi zdi, to v bistvu zdaj, ker si rekel to, se mi zdi malo preveč lame, ampak po drugi strani je pa v bistvu ful dober twist, lahko to ful dober. Tako, a veš, v smislu, zdi se mi, da bo na koncu Edo Turoba sedel na železnem prestolu in spal z Daenerys Targaryen. In ona ne imela pojma, pa bo pa krat pozabil, ko boste že 40 let poročena. Kdo spa ti? Jo, Jon Snow. To je ta zadnja scena. Pomagaj! To je ta zadnja scena po kredicih, zadnjega dela je to. Una full zajtrk, ki je nekaj pozaba, Edo leti noter. Kdo se da vajeti? Pa tako pa direktno kamero pogleda. That's all folks. To je. Lepo. Čeprav masi blume je manj zdaj, da ga bojo sam tako ponucali, da ne pride v bistvu nazaj. Ampak da ga imajo zato kot simbol, ki poveže sever in... Ful je enih vprašanj, meni se tle poraja to, kaj je bistvo Dornije, kaj bojo zdaj razen tega, veš...
kaj bo naprej. Ne vem, to. Ampak napaljen, dajmo tako da reči, če pogledamo zdaj na koncu, ker smo se z Mojco pogovarjali, rekla, da je bila majhen razočarana, zato ker je bilo toliko hajpa. Ni bilo glih, ampak kot nekaj več uvodni del, meni je tisti res ta Dornija, tako moram priznati, bilo bolj, pa tisti pa, razložiti, kako sta oni dve zdaj, zdaj smo pa tukaj na ladji, mi dva. Ja, ti si ne, pač, da narediš povzav, ja, vse so šli za njimi, pa, tako je, majhen moraš sam. No, ampak to, kar si rekel, kot odskočna deska, meni se zdi super prvi. Ja. V enem imamo pa zdaj tukaj, dve morilki v Kraljevem pristanku, kaj ne vemo. Če gledaj to, koliko je bilo Dornije, mislim, da sta šle domov. Čeprav, ne veš, nikoli ne veš. Kaj pa tega, Igor, še to, tako, feeling za prvi del, za sezono? Mislim, težko bi boljš naredili. Razen, če bi to doživel! Ne, mislim, da je pač stvar v tem, da tako, kako se reče, ne moreš si takoj, ko prideš na zmenek hlač sleč, a ne? Nisi gledal, da spornič. Pica? To ni zmenek, to je pica. To je res. Imam dan felsijan, prosim, dost. Mislim, da je to idealno, optimalno so to izvedli, Dornijo so razrešili vse, kar je bilo narobe s tem, so sfokusirali v to in smo. Mislim, da Varys pa kaj je že, Tyrion bi lahko bila malo bolj zanimiva, ampak če ne bi onega lani gledali, vseeno sta bila super. Lani so nas malo razvadili, mogoče. Ker ti so res najboljši scenarij. Mislim, tako tisto, ko Arya in pes, ko sta hodila naokrog, pa sta imela tisti Godot moment z onim človekom, jaz nisem nič, ni nič, in se tisto mind blowing, ne? Ampak ne more biti non-stop to, kar pač, in se mi zdi, da to, kako so postavili, kam gre zgodba, me zelo zanima. Zelo lepo so to z Sanso pa Brienne, pa to razrešili, da nekaj imamo, ne? In zdaj me res zanima, kam grejo dalje, ker res od premožnosti in ker so vsi liki zaradi tega, kar se je zdaj zgodilo, tam ful boljši in bolj močnejši in bolj motivirani. Po drugi strani, Boltoni pa jim želiš vse grozno in vidiš, da se jim začenja krhati. Pa tudi Sophie Turner, ki igra Sanso, je rekla, da njen lik gre zdaj gor celo sezono. Tako da mislim, da pri Boltonih ne bo pristala. Ne, to je pa spet ena od teh špekulacij iz trailerjev, da se vidi, da je po ozadju, kjer je ona slikana tam v neki dvorani, da je ista kot v kateri se čaki, kdo je, Davos, tudi potem tam pa ne, je Davos, mislim, da v dvorani od Amberjev, od Mormontov, ker se vidi medvedje grbe in da je ista arhitektura, tako da ona bo šla. Se pravi, če pa gremo pol na Medvedji otok, imamo pa spet znova družino žensk, ki so močne. Čeprav ta mala je koliko 10-12 let stara, ampak. Je pa se ta velika, je pa kar, ne? Pa se Una, kaj je pisala, Johnu tudi pisma, pa to. Nad slabega. Kar se mene tiče, najboljša stvar v tem delu je bila ladja. Ne. Pirati so vse, no glavno. Za naslednji del imajo že Bejno na nek narisan. V vsakem primeru lahko se tolažiš s tem, da je to bilo najbolj piratiziran TV show tedna. Najbližje, kot smo ladji prišli, že spet. Pa še to ni šel na Pirate Bay, ampak šel na Kickass Torrents. Game of Thrones bi bilo treba dol leži s Pirate Bay. Mislim, da smo prišli do konca prvega dela. Napaljeni smo. Jaz sem zdaj toliko napaljen, da bi najraje rekel, da gremo kar drug teden še na glave, posledcem, ko vem, da na outside. Tako da jaz sem toliko napaljen, da dajmo prepričati Obamo, da nam da screener. Mislim, sam prvi del dobo screener. Ne, mislim, da bo celo sezono. On bo non-stop dobil. On gleda, kako hoče gledati. On binja na polno, po mojem. On ima zdaj že... 6 ga je že videl, po mojem. Že to 7. sezono gleda. Mamico mu
On bere že Winds of Winters. To je una Demi Obama. Thanks Obama. Dajmo povedati, Igorja lahko berete pa vsak teden na delo.si pod kulturo. Kjer so super obnove vsakokratnega dela. Zadnjič smo celo naredila midva in tako smo pogledala ključne momente, nekih 10, ki so jih skupaj izbrala. Tako da zdaj smo tudi YouTuberi, wow. Pazi se John Green pa Nerdfighteri, midva prehava. Pa Screen Junkies. To in pa seveda velika novica, glave v živo. Že kar zdaj povemo, 21. junija, ne vemo sicer še kje, lokacija bo ali 10 ali ga, pač kjerkoli bo 10 takrat delala program. Smo pa izbrali ta datum zato, ker to bo po 9. delu. Tako. Dan po 9. delu in takrat za 9. del napoveduje to veliko bitko, ki naj bi bila večja od vseh, kar smo jih videli na Igri prestolov doslej, in mislim, da tam bo res, tako da bomo prišli napaljeni, bomo tam, ali bomo pa vsi čist zamorjeni, bo čist zamorjen in kaj nam je bilo to tega treba in bo najbolj zamorjen podcast užival vseh časov. Ampak ja, dejansko pa to bojo druge glave live, ne? Ene so imela tudi od Game of Thrones v Kranju. Tako da to pa bo in tam bo tudi verjetno kar ene 2 gosta vsaj, da bo. Se bomo malo pogovarjali o Igri prestolov. Drugače pa Igor, kje se te najde na internetu? Na Twitterju kalanterku, imam YouTube channel po novem od danes. Na katerem vidite, kdo iz Igre prestolov bi bil dober James Bond. Ga delava skupaj z mojo ženo Tamaro. Svojo? Najko je, ker sam ga sebe v mestu tudi slišam, ker napako naredim, ampak se je zanalaš na popravo, da izpadem pametno. Drugače pa, kot je rekel, pišem za delo.si, pa har.si imam blog, ker še občasno kaj drugega objavim, pa to je to, na Facebooku meni, da sem. Pa vsako nedelo ob 8 v stolnici. Pižamc. Stolnica pol 12, stari. Pižamski stolnici. Mene se pa najde na pizama.net oziroma na pishama na Facebooku oziroma na pizama na Twitterju. Odlično, pa knjiga je. Knjiga je. Še kaj? Še, ampak vse kar prodaja smo. Lepo, zdaj bo tudi maja, bo kar nekaj predstavitev v Kranju knjižnici na Hafnerju, na memorial Petra Hafnerja v Škofji Loki, Šmarje pri Jelšah, konc maja, začetek junija gremo pa itak za Žetom, pa še Sašotanska po Novo Gorico, tako da skozi se nekaj dogaja, pač spremljate te kanale, boste zvedeli, kdaj. Je kaj pa zdaj, to moram povedati, sem videl, da je full akcija, da če še nimate klasiko, trenutno mislim, da ima pa še nekaj časa bo mladinska, dobite zraven od Grina, Casey Alaska, Paperback zraven, darilce. Wow. Se to je Šmarje včeraj rekel. Včeraj smo bili na kosilu z dr. Maretom in je... To je prav predil. To je prav predil, ne? To je pravilna poslovna menjava. Jaz sem na Twitterju afnan.zeta. Kaj si pa na Radio Študent? Sem by Google. Vsako sredo ob 8. To ni važno, ker bo to že odzuni. To je to, drugače pa podprite nas, pejte na Facebooke pa Twitterje. Ja, to, da če poslušate na dan izida, upam, da ste včeraj lepo praznovali dan gužve v Ikeji. Ja, kja strici, lepa. Hvala, ker ste poslušali, kam bomo rekli na 3-4 zdaj. Thanks Obama, mislim, da bi bilo kar v redu, ne? Hotel Delfin. Hotel Delfin, lepa. 3, 4, zdaj. Hotel Delfin. Marina. Nekamo, saza z dobu na grbo. Se je bilo 5 taktov.